Iskreno najmanj pojem, da je dejansko game over komado z njo. Več ali manj z Urško Majdič Umo. Denis Vučak iz Game Over, New Game Over. Ja. Denis, ste uspešni? Ja, gledam na to, da smo uspešni. Ja. Smo pa lahko še vedno boljši vsako leto, vsak dan. No, se tako treba razmišljati, ne? Ampak res, če pogledamo nazaj, Game Over je res zasedba, ki se je zasidrala v naša srca v 90-ih in še vedno ostaja oživljena, pomlajena, vedno znova. Imamo to srečo, no? Mislim, da nima vsak glasbenik se mora po moje tudi kar dosti namatrati, pa tako, ampak glede na to, koliko smo na odru in tudi, ko sestavljam naš program, number one hit. Hvala Bogu, ne imamo to srečo, verjetno je bila ta neka energija, da so ljudje začutili pa vzeli komade za svoje. Ti še vedno poješ in plišeš, a ne? Ja, še vedno v plesni šoli svoji density imam, še vedno učim mularijo plesati, tako da prenašam to znanje naprej, pa me veseli, pač pa tudi kakšne nasvete glede petja tudi dajem, nočem čist nekaj obljubljati pa soliti ljudem pamet, vedno dobro nameren nasvet dam, ja, in to me veseli v tem glasbenem štosu sem že toliko časa. Ja, ampak zdaj, malo kdo ve, koliko v bistvu ti imaš enega različnega znanja. Poleg tega odrskega, očitnega, ples, petje, imaš tudi še ozadje, da prej si mi razlagal, da si za foro vzel pravo. Študij. Za foro je on vzel tako buko, rekel, bom jaz to kratko malo prebral na WC-ju, medtem ko čakam, da... Ne, sem mogel kar odsedeti, pa je bilo kar zanimivo. No, moram reči, da glede na to, da mi ni bil problem stopati pred 5000 ljudi, pa odpeti vse pred izpiti, sem vedno imel tremo. Vedno sem imel tremo, so se mi roke tresle, ampak pol je bilo boljše. Drugačne vrste trema, ne? Ja, čisto drugače. Pa tudi recimo ustni zagovori, oh my god. Ni pomagal vso tvoje znanje. Ne, ker sem profesor tako na po strani gledal, da ste živi. Je bilo zanimivo. Pa vedno sem hotel biti v zadnji klopi, nisem nikoli rinil v prvo klopo, tako je. No, kaj pa zdaj, a imaš mogoče tremo pred očetovstvom, ker boš namreč kmalu oče? Ja, iskreno priznam, da imam, zaradi tega včasih se zbudim pa veš, kako bom zdaj reagiral, gledam ful posnetkov, berem, veš, se pripravljaš? Ja, se pripravljam in mislim, je neka ta pozitivna trema, ampak mislim, da bo to neko lepo obdobje, neko lepo učenje, pa se kar veselim, no. Pričakujem kar z veseljem ta trenutek. Zdaj pa imava igra več ali manj in sicer, glede na to, da boste leta 2027, 25 let Game Over, ne? Game Over in New Game Over, to bomo vse skupaj dali v en koš, smo vzeli številko 23, torej letos je 23 let vašega aktivnega ustvarjanja. Tako. Torej, si več ali manj kot 23krat si vzel čas zase. Ja, večkrat. Si več ali manj kot 23krat svoji izbranki zapel ljubezensko pesem? Ja, vsak dan. Katero? Jaz pa tudi freestylam malo za njo, pa to so pesmi, ki ima ona rada, pa tako, pa... Iskreno najmanj pojem, da je dejansko Game Over komado z njo. Mislim, malo mi je cringe. Da jaz pojem svoje komade, ne. Ne, tu ne. Na licu mesta se spomniš. No, lepo. Več ali manj kot 23krat svoji partnerki izrečeš kakšen kompliment? Ja, to je obvezno. Je obvezno? Ja, kaj pa ona tebi? Ja, tudi. Ja? Ja. Imate tak lep odnos? Ja, super odnos malo. No, lepo. Si več ali manj kot 23krat rekel, v Mengšu je res fajn? Ja, ne, definitivno sem rekel. Mengš je, sicer ne živim več v Mengšu, ampak imam zelo lepe spomine, poznam še dosti ljudi od tam in Mengš je res fajn. No, se pravi, zdaj je sveža selitev, ne? Ja, zdaj je selitev, ker sem pač moral imeti malo večje stanovanje, ker otročiček. So ti več ali manj kot 23krat v Prekmurju rekli, ti si pa čist drugačen zdaj? Ne. Ne? Ne, so rekli, da sem isti. Se pravi, manj kot 23krat, si isti, dobro. Več ali manj kot 23krat ti je nekdo omenil Game Over? Ja, več kot 23krat. V zadnjem času? Tudi, ja. Ja, seveda, vse ste aktivni, ne? Ja. A si več ali manj kot 23krat do zdaj med pesem rekel, prostor sem za tole? Zdaj v tem obdobju? Ja. Ne več kot 23krat. Ne? Ne. Energija, ki izhaja iz nas, je dejansko zdaj še mogoče smo malo bolj zreli, pametni in tako da ne, manj kot 23krat. Si več ali manj kot 23krat na odru zvil gleženj?
Bil sem nastopil na že poškodovan, ampak ne zaradi odra. Včasih se je zgodilo, da se nismo dovolj ogreli, ker ni bilo časa, ampak prej bi se, ne vem, na nogometu ali pa ne vem, na plesnih, v moji plesni šoli recimo, ker sem pretiraval ali pa kaj tak. Drugač pa ni se mi na nastopu zgodilo, da... Pa mi znata oba dva drugač gležna klecent, ampak ne, toliko so že bili izdelani, da... Si več ali manj kot 23krat moral na ulici zapeti Ljubezen igra je za dva? Ja, večkrat kot 23krat, ja. Kaj pa v studiu, recimo zdaj? Ne, to pa nisem, Ljubezen igra je za dva. Hvala. Si več ali manj kot 23krat prespal ves dan v zadnjem času? Ne. Ne? Ne, niti 10krat po moje. Ni tak tip, res, zanimivo. So te več ali manj kot 23krat presenetili z majhnim darilom ali drobno pozornostjo? Ja. Ja? Ja, kolegi, prijatelji, Mark Štef, moja draga. Ja. Imaš rad taka presenečanja? Jaz sem ful rad malenkosti, bolj kot neke velike stvari. Ne vem, sem tako romantična duša, ne vem, neko malenkost, da če, ne vem, svinčnik ali pa nekaj, da imam takega, ali pa, ne vem, kak zvezek, kaj takega, da se kaj zapisujem. Si več ali manj kot 23krat nečemu res nasmejal? Ja, smejem se, ful imam rad stand-up. In imam določene pač stand-upe, ko jih že večkrat jih gledam, no, zato ker me ful nasmejijo, pa kak dober movie si rado gleda, kak smešen in me ful nasmeji. Imaš pa tudi z Markom pa Stefom v avtu, ko se vozimo, to je bolj, ja, ful je režanje, to se vedno nasmejem. Ja, super, smeha pa v nas gleda. A si več ali manj kot 23krat pozabil, kam si dal ključe ali telefon? V zadnjem času? Več kot 23krat. Večkrat, okej. Več ali manj kot 23krat si rekel, sej bo, nič hudega. Ja. Si tak tipa, ne, se mi je zdelo, da si. Si več ali manj kot 23krat dal gor sončno očala ali kapo, da te ne bi prepoznali? Ne. Ne? Ne. Ne, okej. So te več ali manj kot 23krat že nahecali? Manj kot 23krat ena. Ja, par jih je bilo, se moram spomniti, tako so si mene privoščili, ker točno vejo, da sem jaz tako malo bolj, kako bi temu rekel, konzervativen, tako, ne. So teke neke fore, ampak ne, nič ne tako na grdo. Denis, rekel si, da imaš rad majhne pozornosti. Ja. In jaz sem ti zato zrihtala six-pack fiziološke vrstopine. Thanks. Ker to te bo prav prišlo vzela v očetovskem obdobju. Hvala. Boš videl. Tudi so kapljice z oči. Ful ti hvala, lahko odložim. Najlepša hvala za obisk, za vse, za super gostovanje in vso srečo v starševstvu obema. Vsem trem imejte se zelo lepo. Crkljajte se.